Lagali so vam. Če so vam rekli, da so bili belci tisti, ki so v suženjstvu zatirali druge, v resnici ne poznate svoje zgodovine. In obstaja razlog, zakaj nočejo, da poznate zgodovino. Zakaj želijo prepisati, kaj se je zgodilo. Ker jih je strah, kaj bodo običajni ljudje spoznali, če pogledajo nazaj in vidijo, kakšne spremembe so lahko naredili ljudje, kot smo mi. Nočejo, da poznate svojo zgodovino. Ker če poznate svojo zgodovino, če dejansko veste, kako je bila odpravljena suženjstvo, če dejansko poznate zgodbo belcev v Britaniji in po svetu, bi vedeli, da imate na kaj biti ponosni in bi to poskušali braniti, spoštovati in se boriti za to. Ampak če mislite, da ste vi problem, potem sedite križem rok in jim dovolite, da vas preplarijo. In zato je ta video ključen za prav vsakega človeka, ki mu je bilo rečeno, da biti bel pomeni, da zatira druge. To je nor pogled v to, kaj se je dejansko zgodilo nekoč. In zapomnite si, če nočejo, da to vidite, je to zato, ker se bojijo resnice. Dobrodošli v The Pushback. Sem Mejraka, vaša gostiteljica. Fantje, čaka vas nekaj posebnega. Povedali so vam zgodbo o tem, kdo ste in od kod prihajate. Kolonizatorji, sužnjelastniki, zatiralci. In počutiti bi se morali osramočene. Ne zaradi tega, kar ste storili, ampak zaradi tega, kdo ste. Zato se ne prepirajmo z zgodbo. Preizkusimo jo. Britanija je vse zapisala. Odprimo knjige in poglejmo sami. Začnimo z očitnim vprašanjem. Medtem ko naj bi se vse to dogajalo v njihovem imenu, kdo so pravzaprav bili tvoji predniki? Tukaj je, kdo so bili. V letu, ko je Britanija prepovedala trgovino s sužnji, je lahko volil manj kot en moški od 10, ženske pa sploh niso smele voliti. Tvoji predniki so lahko obesili zaradi kraje ovce, zaradi manjših tatvin so jih lahko poslali na drug konec sveta in 160 000 jih je bilo res poslanih. Njihovi otroci so bili v rudnikih pri 8 letih in v tovarnah pred zoro. In v Manchesteru je bila povprečna starost ob smrti v delavski družini 17 let. Če pomisliš, da 17-letniki mislijo, da jim je hudo, ko pa je bila to resničnost pred stotinami let, ogabno. To povprečje so zniževali otroci, ki nikoli niso odrasli. Torej, karkoli so počeli mogočni, najprej razumi to. Tvoji predniki niso bili tisti, ki so to počeli. Tudi sami so bili podvrženi temu. In to je tisto, kar naredi to, kar se je zgodilo potem, izjemno. Ko so ti isti ljudje izvedeli, kaj suženjstvo v resnici je, da je 800 000 ljudi v verigah pod njihovo lastno zastavo, so se z njim spopadli. Niso imeli ne glasovalne pravice, ne vojske, ne sedeža v parlamentu. Boj so se s tistim, kar so imeli. Sodna dvorana. Leta 1772 je bil zasužnjeni moški po imenu James Somerset pripeljan v London v verigah. In angleško sodišče je odločilo, da angleško pravo človeka ne more zadrževati kot sužnja. Odšel je na prostost. Kuhinja. Leta 1791 je 300 000 družin preprosto prenehalo kupovati suženjski sladkor. Ni bil pohod, ni bil izgred. Odločitev sprejeta za več kot 300 000 mizami. Vidiš, zakaj nočejo, da zveš. Ti ljudje, ki niso smeli voliti, ki so izgubili večino svojih otrok, ki so sami delali skoraj kot sužnji, so bili tisti, ki so se uprli. In zdaj imamo na voljo veliko več in se lahko upremo, a bojijo se, da bi ti to ugotovila. Podpis. Leta 1792 je v parlament prispelo 519 peticij s 390 000 podpisi. Večina teh ljudi pa ni imela volilne pravice. Podpis je bil edini glas, ki jim ga je zakon dovoljeval. Zato so ga uporabljali leto za letom, dokler parlament ni mogel več vzdržati pritiska. Leta 1807 je Velika Britanija prepovedala trgovino s sužnji. Ljudje so prisilili vlado k dejanju in ko so lastniki sužnjev zahtevali odškodnino za 800 000 ljudi, so vztrajali še naprej. Prav ti isti ljudje so jo tudi plačali. 20 milijonov funtov približno, 40% celotnega letnega proračuna vlade dolg, za katerega finančno ministrstvo pravi, da ni bil odplačan vse do leta 2015. Torej, če je vaša družina plačevala britanske davke pred letom 2015, je vaša družina pomagala svetu kupiti svobodo. In tukaj je del, ki si ga morate zapomniti. Ko je Velika Britanija plačala, je zapisala vsako zahtevo, 46 000 jih je bilo. V državi s 24 milijoni ljudi so lastniki sužnjev zapisani na seznamu, pravem seznamu. Danes ga lahko poiščete. Vaši predniki niso na njem, so na drugi strani računovodske knjige. Vsi veste, da sovražim uporabljati izdelke na svoji koži. Ker nočem, da bi bila lepljiva ali zamašena, želim se samo počutiti čisto. In vem, da nimaš rutine za njega obraza skoraj zločin.
Ampak zdaj, ko sem odkrila OneSkin, bom morda morala priznati, da sem se ves čas motila. Veste, še nisem stara, ampak v zadnjem času opažam spremembe na svoji koži, ki se je odločila, da je čas za staranje in to je res, res nesramno. Ampak po dolgem prepričevanju prijateljic sem se odločila, da poskusim in ja, sem zdaj čisto drugačna. Ne promoviram stvari, ki jim ne zaupam, veste, kako to gre, ampak mislim, poglejte, kaj menite? In to ni samo moja izkušnja. OneSkin ima več kot 10.000 5-zvezdičnih ocen in zdaj so vodilni na področju dolgoživosti kože. Moram vas opozoriti, da v nasprotju s tem, kar vam želi internet dopovedati, v resnici ne potrebujete zapletene rutine, da bi imeli lepšo kožo. Nastala na podlagi več kot desetletja raziskav dolgoživosti, je peptid OneSkin OSO1 dokazano usmerjen v vidne znake staranja in vam pomaga do najbolj zdrave kože zdaj in tudi s staranjem. Za omejen čas lahko preizkusite OneSkin s 15% popustom z uporabo kode MEIRA na oneskin.co. Poševnica oneskin.co Manetina MEIRA. To je 15% popusta oneskin.co s kodo MEIRA. Po nakupu vas bodo vprašali, kje ste slišali za njih, zato vas res prosim, podprite našo oddajo in jim povejte, da smo vas mi poslali. Z milijoni, ki so jih plačali za njeno ukinitev, je Velika Britanija na to storila nekaj, česar ni storila še nobena država. Lotila se je suženjstva povsod po svetu. A razumeš, da je večina Angležev, tvojih prednikov, tista, ki je ustavila suženjstvo? Prenehali so uživati sladkor, podpisovali so peticije, plačali so za to svojimi davki. To je zgodba, ki ti je nočejo povedati. Ker če jo izveš, lahko nenadoma postaneš ponosna na to, kdo si. Kaj ne? In če si ponosna na to, kdo si, se boš borila za to, kar si zdaj. Ampak tega nočejo. Tega se bojijo, zato ti govorijo, da si ti problem. Ti si problem, ti si problem. Od 24 milijonov ljudi je bilo 46.000 ljudi problem. Verjetno tvoja družina ni bila med njimi. Verjetno so bili tvoji predniki tisti, ki so to končali. In ne samo, da so to končali v Angliji, kar je samo po sebi neverjetno, borili so se proti vladi z uporabo pravnega sistema. Ne samo, da so to naredili tam, kmalu boš izvedela, kaj so še naredili. In ja, če si ponosna, imaš pravico biti. Od leta 1808 je kraljeva mornarica imela eskadro ob Zahodnji Afriki z enim ukazom – ustaviti trgovino s sužnji. V več kot 60 letih je ustavila 1600 suženjskih ladij in na morju osvobodila 150.000 ljudi. Pri tem je umrlo okoli 1600 mornarjev, večina zaradi bolezni. Sinovi pristaniških delavcev, sinovi tkalcev, zašiti v jadrovino in pokopani. 6400 km od doma. Lastniki so dobili knjigo računov. Mornardži so dobili morje. Niso se ustavili v Afriki. Stoletja so berberski korzarji jemali Evropejce iz njihovih vasi in jih prodajali v severni Afriki. Leta 1816 je kraljeva mornarica odplula v Alžir in temu naredila konec. Ko je Brazilija nadaljevala s trgovanjem, je mornarica zažgala suženjske ladje tam, kjer so bile. Ko je kralj v Lagosu še naprej prodajal ljudi, ga je Velika Britanija odstranila. Ko je ameriški bombaž, ki so ga pobirali sužnji, prispel v Lancashire, so se delavci v tovarnah raje odločili stradati, kot da bi ga predli. In leta 1896 je sledilo zadnje dejanje – vojna na Zanzibarju, ki je trajala 38 minut. Naslednje leto je bila suženjstvo z odlokom ukinjeno. Danes je suženjstvo prepovedano v skoraj vseh državah sveta. Kjer še obstaja, se skriva. Ta boj še ni končan. Toda svet, ki se proti temu bori, je bilo treba zgraditi. In bil je zgrajen večinoma na račun Britancev in večinoma z britanskimi rokami. Z rokami ljudi, ki nikoli niso imeli nikogar v lasti. Zakaj tega še nikoli niste slišali? Ker je bila zgodba v živem spominu na novo napisana. Trgovina je ostala v učbenikih in tam bi morala biti, vendar je bil boj proti njej izpuščen. Učili so vas o zločinu, nikoli pa o rešitvi. Sram, nikoli pa cena, ki jo je vaša družina plačala, da je stvari popravila. Toda zapis ne zanima, kaj pravi zgodba. Zapis pravi, da so svet, ki je prepovedal suženjstvo, ustvarili navadni britanski ljudje. Učitelji, tkavci, rudarji in mornarji, zaviti v jadrovino. 6400 km od doma močni so izkoriščali svet. Najprej so izkoriščali svoje lastne ljudi in prav ti ljudje so končali suženjstvo. Učili so vas sramu. Nikoli ponosa. Vaše prednike so izbrisali iz zgodbe. Učimo tisto, kar želijo, da pozabite. Zgodbo za zgodbo. Ime za imenom. Izvedite več na proudofus.co.uk, poševnica proudofus.co.uk/support. Pridružite se nam. Bodite ponosni na nas. Mislim, To je zgodovina, ki jo želite, da se vaši otroci naučijo.
To je video, ki bi, če bi ga videli vsi mladi v Angliji, nenadoma ne bi bili več pripravljeni dopuščati vsiljivcev. Nenadoma se ne bi več počutili, kot da morajo samo sedeti in se počutiti krive in ne biti ponosni na svojo zastavo, na to, kdo so, na to, zakaj se zavzemajo. Počutili bi se povezane s svojo preteklostjo in ponosne na to, kar bi lahko zgradili v prihodnosti. In zato vam tega ne bodo povedali. Zelo pomembno je, da se spomnite, če poslušate propagando, ki vas demoralizira, ki vam jemlje upanje, ki vam daje občutek, da ste vi problem. Verjetno si nekdo tam zunaj želi, da ste šibki, da ste zmedeni, da lahko pride in zavzame vaše mesto. Ne dovolite, da to postane zgodba Anglije, dragi moji. Ne dovolite, da to postane zgodba sveta. Kamorkoli pogledate, so družbe, zahodne družbe, demoralizirane strani ljudi, ki jih sovražijo od zunaj. Zakaj? Ker je demoralizirano družbo enostavno osvojiti. Nikoli, 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 nikoli ite tega. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.